znanjost zapuščenih stavb pa Viktorija že nekaj let tudi fotografira. Tatjano Pirc je peljala v prazno hišo, ki v resnici ni prazna, saj ima stanovalce. Nanjo je Viktorija zelo navezana, stavba pa stoji na elitni lokaciji v Ljubljani. Na tole hiša me veže mnogo spominov. Med drugim glavni spomin to, da mi je nudila streho nad glavo 2 leti. Rana ura, zlata ura. Zdaj vam bom pa pokazala, kaj se da narediti iz nič. Evo, dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan. Mi smo tukaj pooblaščene osebe, zato vstopa nimate. Samo preko kamere. Zaklepamo se takole in pojdimo. To je moj drugi dom. Viki in Biks rezidenca. Samo najin topli domek. Vsa je ogrinjena v srčke. Le zakaj? Tako meni, tako mojemu možu. Posebna hiša je tudi zaradi tega, ker je v njej zid, na katerega je moj mož naredil grafit, s katerim me je zaprosil za roko. Aha, mož še spi. Najina rezidenca. Will you marry me? Tako smo moderni. Moderni brezdomci. Tako živimo brezdomni ljudje. Bazo si naredimo iz nič. Hiša nama je nudila, ko bi rekla, prostor, veliko časa, da sva v bistvu lahko spala v njej. Imela sva svoj mir, hkrati mi veliko pomeni tudi zaradi tega, ker sem imela noter svoj fotografski studio in sem lahko ustvarjala. V tej hiši ni bilo meja, tukaj si lahko počel, kar si hotel, sem lahko ustvarjala, ne vem, iz europalet, sem lahko risala na steno, lahko sem se drla, lahko sva normalno seksala, lahko sva počela, kar sva želela. Hišo sem najdla s pomočjo nekega fanta, ki mi je takrat malo govoril za zapuščene zgradbe tukaj na Viču, in jaz sem v bistvu takrat najdla tele vse hiške na kupu zapuščene. Seveda sem zaradi svojega dela, ki ga počnem, fotografiram, raziskujem, spim, ko bi rekla, energijsko okušam te zapuščene zgradbe, morala pogledati, kdo je lastnik. Lastnik je neka firma, ki je šla na žalost v stečaj in zdaj vse 4 hiše, vse te hiške, ki so na kupu, druga zraven druge, so bile v bistvu prodane nekemu človeku, ker je želel na tem mestu postaviti nove bloke za malo, ko bi rekla, višjo klaso. In se v bistvu sosedi takrat niso se strinjali, ker kdo pa bo želel čez svoj vrt, kjer je zelenica, gledati ravno steno betonsko, nobenen. Rekli ste, da ste bili tu 2 leti. Ni bilo nikoli kakšnega obiska lastniškega? Ne, obiska lastnika ni bilo. Blizu so pa prišli rubežniki. Ja, rubežniki so pa prišli in so želeli v bistvu rubiti človeku, kar ima v hiši. In jaz pridem ven in tako pravim, gospodje, vi pa tukaj nimate kaj rubati, to je prazno, mi smo tukaj na ulici, tukaj živimo, so nas pustili noter, moram reči, da res kapo dol, nikoli policija nas bi lahko komot ven vrgla, prav tako lastniki, če bi izvedeli, ampak lastnikov preprosto bi lahko rekla za to hišo, da jih lastnikov ni. Leta, rekli ste 2007, ne, ste se začeli ukvarjati z zapuščenimi hišami na umetniški način, pravite, da
Se vam odpirajo vrata teh zapuščenih hiš, da vas vabijo, da vstopite, mi hodimo mimo, ne? Morda pogledamo skozi okno, vi pa vstopite, prespite, celo živite v takih hiši. Veš, to je bilo takole. Vse v življenju se povezuje. In jaz sem se v bistvu z zapuščenimi zgradbami spoznala, kako bi rekla, 2-6-2-7 leta, ker sem se v bistvu zatekala na zapuščene lokacije, ker sem iskala mir pred ljudmi, pred vrstniki, pred ljudmi, ki so me vsakodnevno podcenjevali zaradi moje drugačnosti in zaradi mojega pogleda na svet. Ves čas sem iskala neko toplino, nek mir, neko sprejetost in sem se v bistvu s tem namenom, ko bi rekla, zahajala v te zapuščene zgradbe. V bistvu jih fotografiram, v njih tudi, kako bi rekla, ustvarjam, spim, živim, v bistvu jih delim tudi z ljudmi, ki jih potrebujejo, da spijo v njih, ker nimajo strehe nad glavo, tako da jim v bistvu pomagam na tak način, ampak v glavni fazi to počnem s tem namenom, ker ne glede na to, ali so samo 4 stene, še vedno imajo svojo energijo, imajo svojo zgodovino in točno ta energija in točno ta zgodovina se odraža skozi zidove, ki sem rekla, ne glede na to, ali so prazni zidovi, jaz pridem noter, mene to vleče. To so zgradbe, ki meni dajejo energijo. Meni dajejo tudi, ne vem, življenje, ki se je odvijalo v teh hišah, ko so še cvetele, živele, ko so bili v njih, ne vem, stanovalci, ko se je slišal otroški smeh. Včasih, kako bi rekla, včasih čutiš energijo, ko prideš noter. Ali te stisne pri srcu, ali je tesnobni občutek, ali je pozitivni, včasih res je, slišiš marsikaj v teh zgradbah in jaz tako pravim, življenje je ne glede na to, ali ljudje več ne živijo noter, še vedno je življenje v teh zgradbah, ki se odraža skozi energijo. Ali ti lahko dobro, mirno spiš, a ti kaj slišiš, a tebe začne stiskati pri srcu. Imela sem recimo enkrat situacijo v prvi hiši, je prišla ena punca in prav, gremo ven, jaz tukaj ne morem biti, jaz tukaj ne morem dihati, tukaj nekaj ni kul, pa jaz tako gledam, pa tako pravim, kaj pa pač niti v redu, tukaj prav, da čuti neko zelo negativno energijo in je na vsak način hotla iti, tako da v bistvu življenje je ne glede na to, ali so samo 4 stene. Viktorija, povejte nam, kako vstopate v te zapuščene hiše? Se dogovarjate z lastniki ali najdete pač odprto okno, vrata? Velikokrat je tako, da se bolj kot ne najde nek vstop skozi okno, ali je to skozi balkon, ali odprta vrata. Ljudje si to mogoče malo narobe predstavljajo. Veliko ljudi misli, da bodo prišli na zapuščeni objekt, da jim bojo vrata odprta. Ne, včasih je treba imeti lestev, da plezaš v prvo nadstropje, nevarno, da prideš noter v objekt. Včasih je treba plaziti se po tleh, da prideš v notranjost. Včasih se pa preprosto dogovoriš z lastnikom, ali ti odpre vrata, to je pa njegova dobra volja, ali ti jih, ali ti ne. V primeru, da ti jih ne, se še vedno najde neka možnost, da se pride noter v objekt. Kako vi dojemate te zapuščene hiše kot neko skupno dobro? Jaz si tole razlagam verjetno zelo drugače kot zelo velika večina ljudi. Velika večina ljudi bi temu rekla vdor, ampak jaz ne vdrem z namenom, da bi iz lokacije odnesla materialno vrednost ali pač kakorkoli uničevala interjer. Meni ni v interesu uničevati stvari tuje lastnine, ampak zgolj priti noter, občutiti energijo, narediti fotografije. Zakaj? Zaradi tega, ker zapuščene zgradbe mene zapolnjujejo praznino v mojem srcu, dajejo mi voljo, dajejo mi moč za to, da vztrajam,
da počnem to, kar me veseli in da energijo, ki jo dobim od zapuščenih zgradb, vlagam v delo z ljudmi, brezdomci, odvisniki, z ljudmi z ulice ali kakršnimi koli ljudmi, ki imajo kakršnokoli stisko. Priznavam, vem, da gre za kaznivo dejanje nedotakljivosti stanovanjske lastnine, mogoče včasih dor v tujo nepremičnino, ampak še vedno je treba upoštevati namen. S kakšnim namenom človek pride tja? Ali pride z namenom, da uničuje, krade, kakorkoli? Ali pride zgolj z nedolžnim namenom, da nekaj ustvari? Jaz ne pridem noter zato, da vidim, kaj je noter. Jaz pridem noter zato, da dobim tisto, kar jaz potrebujem. Urban exploring ni hec. To ni, da so ti vrata odprta, da boš prišel, da boš stopil prosto noter. To je plazenje, to je plezanje. Velikrat je tako, da ogrožaš svoje lastno življenje zato, da prideš v nadstropje više, ker ni stopnic, ker moraš iti po lesenih dilah, moraš včasih nastaviti vrata. Preprosto to ni hec. Delam s tem namenom, da ljudem pokažem, da tudi dejanska zapuščena stvar ima življenje. Zame so zapuščene zgradbe kakor ljudje. Vsak ima svojo zgodovino, vsak ima svojo dušo, vsak ima svojo energijo. Imajo svoje srce.